Dober dan. Danes v bistvu je namen tega dogodka predstaviti nova pričevanja, ki so bila zbrana v okviru kampanje Jaz tudi, ki smo ji dodali nek poseben fokus, in sicer fokus zbiranja pričevanj, ki so se zgodila v neki sferi kulture. Do tega sodelovanja Inštituta 8. marec in Mesta žensk je v bistvu prišlo iz večjih razlogov. Eden od razlogov je ta, da nekih pričevanj v sami kampanji Jaz tudi o samem dogajanju v kulturi nismo prejeli. V nadaljevanju bom povedala tudi nekaj več o teh številkah. Po drugi strani pa je v bistvu se pojavil en moment, v katerem je treba začeti te stvari odpirati, treba začeti ugotavljati, kje se spolno nadlegovanje in nasilje pač pojavlja in na kakšen način, in potem pač povleči neke konkretne konsekvence v obliki nekih priporočil in zakonskih usmeritev, kar bo v bistvu naslednji koraki te same akcije, ki jo peljemo. Mogoče za začetek v samem uvodu, če lahko nekaj povem o kampanji Jaz tudi in o zbiranju pričevanj. Kampanja Jaz tudi izhaja iz kampanje MeToo. Samo da smo se v Inštitutu 8. marec odločili, da se te kampanje v Sloveniji lotimo na drugačen način. Vzpostavili smo anonimiziran obrazec na spletni strani www.jaztudi.si in podali zelo jasno željo, da želimo slišati zgodbe vseh ljudi, da želimo slišati pričevanja prekerk, prekercev, da želimo zbrati tudi pričevanja trans oseb, da želimo dobiti pričevanja upokojenk, torej da želimo zajeti nek čim bolj širok spekter ljudi. Nismo si želeli nekega senzacionalizma ameriške kampanje, ampak smo hoteli pač v bistvu dobiti res nek jasen pregled nad spolnim nadlegovanjem in nasiljem v Sloveniji. Zdaj kampanja poteka že. Potem smo dobili veliko pričevanj iz prometa, kar recimo podpira tudi to, kar se dogaja zdaj z portalom Železnice Zlom, kar je po moje zgodba, ki jo vsi spremljamo, in veliko pričevanj iz neke sfere zdravstva in iz neke ožje primarne družine. Iz sfere kulture smo, ko smo delali analizo pričevanj, kjer jih je bilo 154, imeli samo 3 pričevanja. In še ta 3 pričevanja niso zelo eksplicitno govorila pač v bistvu o samem okolju, v katerem se je to vse skupaj dogajalo, ampak so samo nekako nakazala na to dogajanje. Mogoče nekaj splošnih ugotovitev kampanje. Prva stvar, ki smo jo v bistvu, ki nas je zanimala, je to, kdaj osebe spregovorijo o spolnem nadlegovanju in nasilju, po koliko časa so delile svoja pričevanja. Večina pričevanj, ki smo jih dobili, je v bistvu prišlo strani oseb, ki se jim je ta dogodek zgodil več kot 10 let nazaj, kar pa je za moje pojme še dodatno strašljivo je, da se zelo veliko pričevanj začne z nekim enotnim vzorcem. Torej osebe zapišejo, vem, da se drugim dogajajo hujše stvari, vem, da moja zgodba ni tako huda, vem, da moja zgodba ni nič posebnega, ampak bom vseeno delila s tem zaradi tega, ker se pogosto na to spominjam in ker je to zame en strašen spomin. In v bistvu to nakazuje na to, da je deloma spolno nadlegovanje in nasilje toliko ponotranjeno v nek ta naš spol in dojemanje ženskosti, da si nikoli ne priznamo, da je to, kar se je zgodilo, res hudo in vedno v bistvu iščemo pač še neke hujše primere. Ko govorimo o odnosu med žrtvijo in med storilcem spolnega nadlegovanja in nasilja, je zelo redko kdaj to nekdo, ki ga žrtev ne pozna. Torej nek neznanec s temne ulice, nekdo, ki ga oseba sreča v lokalu, pa ne ve, kdo je. Torej pač uvrgel se je nek ta mit o neznanem storilcu, ampak je to navadno neka oseba, ki prihaja iz okolja, ki je žrtvi blizu, ki prihaja iz okolja, ki je žrtvi dobro poznano, in predvsem so te osebe nosilci neke avtoritete. Ali imajo nek ekonomski kapital,
torej so žrtve od njih dobesedno podrejene v tem smislu, da so odvisne od njih in od tega, da delajo za njih, ali imajo neko močno avtoriteto v sami skupnosti. To so recimo pričevanja o učiteljih, pričevanja o župnikih, pričevanja kdaj tudi o družinskih članih, ki imajo neko moralno avtoriteto in neko zaupanje znotraj družinskega. Potem pa so to še osebe, ki jih mi tretiramo kot osebe, k katerim se zatečemo. Torej v trenutkih, ko ničesa ne znamo, ko ničesa ne vemo, ko smo bolni, ne? Torej zdravniki, šoferji, osebe, ki pobirajo vstopnice na vlakih. Torej vedno se gre za neko prešitje tega, da imamo na eni strani simbolno avtoriteto in razmerje moči med samo žrtvijo in med tem storilcem. Tretja stvar, ki smo jo analizirali, je reakcija okolice. Kaj stori okolica, ko v bistvu sliši za samo izpoved žrtve? Zelo pogosto je odziv molk, torej žrtve, ko spregovorijo o spolnem nadlegovanju in nasilju, so deležne tega, da v enem pričevanju rečejo, da so zamahnili z roko pa rekli, to je tvoja stvar, ali se soočijo s tem, da jim celo bližnji prijatelji rečejo, da se o tem ne govori. Drugi najpogostejši odziv je obsojanje in v bistvu prelaganje krivde na samo žrtev. In tretji pa je podpora v sami skupnosti. V primerih, ko pa pride do podpore, pa je zelo pogosto huda nevarnost to, da če se žrtev odloči za prijavo na sodišče in če se odloči nasloviti to spolno nadlegovanje in nasilje, je deležna grozljivih postopkov na samih sodiščih in grozljivega ravnanja strani policije. Večina žrtev je žal zapisala, da so postopki na sodiščih za njih še nekako hujša travma kot sam dogodek, zaradi tega, ker so mogli neskončnokrat ponavljati svoja pričevanja, ker jim ni nihče verjel in ker recimo v enem primeru enega pričevanja žrtev zapiše, da je opazovala mamo in očima, ki jo je spolno zlorabljal, kako se držita na drugi strani sodne sobe za roke in mama podpira njega. Tako da vse to, kar smo mi dobili, je zarisalo neke karakteristike tega, obenem smo pa začeli zelo jasno kampanjo za redefinicijo kaznivega dejanja posilstva z nekim jasnim sporočilom, da samo v bistvu ja pomeni ja. Torej, da je samo konsenz žrtve tisti, ki v bistvu zadošča za to, da je neki spolni odnos, ki si ga oseba želi. In v sklopu te kampanje, v sklopu te kampanje in tako za spremembo zakonodaje in v bistvu širjenja nekih glasov, teh žrtev so se začeli tudi na nas obračati osebe iz nekih kulturnih krogov, ki so začele opozarjati na to, da je potrebno govoriti tudi o tem, da se o tem ne govori in da je v bistvu o tem po nekaki izpostavljenosti primera Evalda Fliserja in Anje Radaljac začel zevati nek molk, da se je tam tudi ponovil vzorec, da je v bistvu oseba, ki je o tem spregovorila, bila deležna hudih napadov in da je ta storilec še vedno prisoten na sceni in da še vedno počne te iste stvari. In da se je treba fokusirati na polje kulture in zato smo bili blazno veseli, ko smo začeli še zelo sistematično se ukvarjati s tem poljem. V enem mesecu smo prejeli 30 pričevanj. Teh 30 pričevanj so prišle samo preko našega internetnega obrazca. Zanimivo je, da v nobenem od nabiralnikov ni bilo sporočila za zapisano izkušnjo. In ko sem v bistvu delala analizo teh pričevanj, kar je zanimivo, je to, da jih je dobra polovica, jih prihaja iz sfere kulture, ostalo so pričevanja, ki segajo v druge sfere. Če samo tako pogledamo, 3 pričevanja govorijo o nekem literarnem svetu, govorijo o odnosih, ki so se zgodili v bistvu
strani, torej zlorabah in nadlegovanju strani pisateljev, oseb v knjigarnah, oseb na stojnicah založb. 5 pričevanj prihaja strani v bistvu igralstva, torej strani filmskega sveta in strani gledališkega sveta. 2 pričevanji iz glasbe, eno neposredno vezano na izobraževalni pač proces in nobeno izmed pričevanj ni v bistvu segalo na polje neke likovne umetnosti. Moram pa povedati, da sem jaz bila kontaktirana strani ene osebe, ki mi je napisala, da sicer lahko o tem govorimo, da pa ona ne zmore povedati, ampak da je bila udeležena pri izbiranju kustosin, mladih kustosin za neke projekte, kjer je mogla sortirati te punce glede na izgled, zato da se je potem vodja galerije odločil, katera bo prišla delati na projekt. Neki vzorci, ki se pojavljajo v samih pričevanjih, so podobni vzorcem neke širše slike. Vedno, ko pride do spolnega nadlegovanja in nasilja, pride v nekih razmerjih moči. Se pa tukaj zgodi še en trenutek, in sicer, da je zelo pogosto ta oseba, ki je storilec spolnega nadlegovanja in nasilja, nek priznan avtor, priznan umetnik, nek oseba, do katerega ima žrtev neko strahospoštovanje, neko spoštovanje, nek razvit odnos do njega, ki ga potem ta oseba izkoristi. In še ena stvar, ki se pojavlja, je to, da je zelo veliko pričevanj, ki v bistvu segajo na nek presek izobraževanja in kulture. Torej so se te izkušnje zgodile ljudem recimo v trenutku, ko so šli opravljati izpite za kakšno akademijo, v trenutku, ko so se pripravljali za avdicijo, v trenutku nekih vaj, torej v nekih procesih, v katerih se je žrtev skušala dokazati in se prebiti na neko polje. Kar je v resnici še tako ven segajoče iz teh samih pričevanj, je to, da marsikatero temelji na neki izkušnji identifikacije in da je recimo primer Evalda Flisarja in to, kar človek zdaj je, in da tega ne zmoreš. V enem od pričevanj, kar boste slišali zdajle, tudi je žrtev zapiše, da ima ta oseba zdaj šolo petja za otroke. Podrobnejšo analizo bomo še pripravili in s to akcijo bomo tudi vsekakor pač nadaljevali. Jaz bi se na tem mestu res zahvalila tudi Mestu žensk za nek ta potisk v to smer in za to, da se je to začelo odpirati. Pričevanja bojo ta teden objavljena tudi na strani jastudi.si. Zdaj bo pa improvizacijska skupina Improške prebrala ta pričevanja in se jim že vnaprej zahvaljujem za to, da pač to vedno znova delajo. Tako da to bi bilo to. Hvala. Stara sem bila 19 let, ko sem se zapletla v zelo romantično zgodbo z zelo znanim slovenskim pisateljem, ki je bil takrat star 60 let. Veliko me je naučil in dal mi je službo. In zaradi tega sem porabila še 15 let, da sem si priznala, da je kljub navideznemu soglasju dveh odraslih razsodnih ljudi šlo za izjemno razliko v moči, intimni in družbeni, ki jo je zlorabil. Zlorabil pa jo je med drugim zato, da me je prepričal, da sem pred njim seksala z nekimi neznanci. Češ, da je to najina skrivnost, da je to dejanje ljubezni. Spomnim se, da sem ponoči jokala, medtem ko je v sosednji sobi spala moja mlajša sestra, povsem nedolžna, ki ni imela pojma, kaj sem tisti dan naredila. Tisti dan in še dvakrat. In dolgo nisem nikomur povedala. In včasih bi najraje povedala to na ves glas, ampak vem, da bi bile posledice še slabše za mene kot za njega. Stara sem bila 19 let
Igrala sem v orkestru, kjer je igral tudi starejši moški, ki je bil star, po moje, čez 40 let. En dan smo imeli koncert v bližini mojega kraja, zato mi ni bilo treba skrbeti glede prevoza, saj sem se tja peljala s svojim avtom. Moški, ki pa ni bil od tu, pa si je rezerviral hotel. Na vajah mu pozornosti sploh nisem posvečala, saj sem se družila s svojimi vrstniki iz orkestra. On pa je bil vsako vajo bolj vztrajen in iskal načine, kako bi se mi približal. To mu je tudi uspelo. Po koncertu mi je sledil do avta in ravno ko sem ga odklenila, sem začutila roko na mojih ramenih. Obrnil me je in začel na silo poljubljati. Hotela sem pobegniti, pa je bil premočen. Začel mi je groziti, zato si nisem upala storiti ničesar. Hodila sva do njegovega hotela in še danes ne vem, zakaj nisem pobegnila. Ko sva prišla v njegovo sobo, mi je slekel bundo in me porinil ob steno, kjer me je spet na silo poljubljal. Nato me je vrgel na posteljo, se slekel in začel še mene slačiti. Takrat pa sem pomislila, si zmešana, spomni se vendar nečesa. Dobila sem ogromno volje in moči, da se mu uprem in sem rekla, da če takoj ne neha, bom začela kričati. Nasmejal se je in me začel otipavati. Začela sem kričati na vso moč in tako je nehal. Hitro sem se oblekla in stekla proti avtu. K orkestru nisem nikoli več šla. Še danes tega ne ve nihče. Med 3. in 9. razredom osnovne šole sem obiskovala zasebno glasbeno šolo, ki jo je vodil starejši par, mož in žena. Prva 2 letnika me je poučevala ona, nato pa je v 3. letniku prišlo do nenadne zamenjave, o kateri so mi povedali ob prihodu na prvo glasbeno uro. Ženo je pri mojem poučevanju zamenjal mož. Do mene je pristopil pretirano ljubeznivo in sladkobno. S stolom je vedno sedel čisto ob meni. Bilo mi je zelo neprijetno in otrpnila sem. Igranje je šlo samo navzdol. Učila sem se igranja na klavir. Nenehno sem morala preigravati lestvice in skladbe, pri čemer je polagal dlani na moje, da bi igrala skupaj. Dlani mi je tudi poljubljal. Ni me klical po mojem imenu, ampak po različici mojega imena, ki mu je bila najbolj všeč. Čez nekaj tednov se je to stopnjevalo v dotikanje, drgnjenje mojih stegen in med nogami ter prsi pod mojimi iztegnjenimi rokami, medtem ko sem igrala. Zbrala sem pogum in mu zagrozila, da bom povedala staršem, nato pa še policiji, če ne neha. Vendar nikoli nisem mogla. In to je vedel in ni se nehalo. Ne spomnim se, kako dolgo je to trajalo. Glasbena šola mi je od takrat dalje zelo v meglenem spominu, kot da je nisem obiskovala. Se pa še danes počutim krivo in umazano. Mislim, da sem imela le 11 ali 12 let. Nekaj let nazaj sem vse skupaj priznala prijateljem, ko smo bili rahlo opiti. Niso me vzeli resno ali pa me niso slišali. Ne vem, pogovor je tekel dalje. Omenjate, kako so v Ameriki in Angliji bili ljudje neodzivni, čeprav so vedeli za zlorabe, kar je grozno in žalostno. Vendar pa pri nas ni dosti drugače. To sami veste. V Sloveniji živijo ljudje, ki so bili zaposleni na BBC-ju, ko je tam deloval Jimmy Savile, pa tudi nihče ni reagiral. Vsi so vedeli. Danes se nam ti ljudje smejijo iz naslovnic domačih revij ali delijo razne nasvete. Edini, ki si je upal obelodaniti, kaj počne Sir Jimmy, je bil pevec Sex Pistolsov, ampak je bil cenzuriran. Pri nas je stanje enako ali še hujše, ker so stvari družbeno sprejemljive, kar je zelo zaskrbljujoče. Na primer, ko se zgodi primer v pen klubu, nič.
ime je umaknjeno posilstva, nič. Režiserjevo pretepanje igralke, partnerice, nič. Znan ljubljanski slikar dolgoletno na različne načine zlorablja, kar je splošno znano, nič. V medijih je oglaševan poletni šlager za najmlajše, v katerem sta video in tekst zelo sporna, nič. Itd., itd., itd. Primerov je toliko, da ni konca. Vsi vse vejo, pa se nič ne zgodi, kar pomeni, da je situacija skrajno zaskrbljujoča. Predvsem je pa vprašljiva neučinkovitost policije in vsem vidna naklonjenost slovenskega pravosodja. To mogoče ponuja odgovor na neprijavljanje zlorab na policijo in pristojne inštitucije. Poznam ogromno žrtev, ki nosijo to breme in jim je celo anonimno težko o tem spregovoriti. Zakaj je tako, ne vem. Sem pa zelo žalosten, razočaran in jezen nad zavestno neučinkovitostjo odgovornih. Upam in želim si, da bi bila vaša akcija uspešna, da bi imela želeni učinek in da pripomore k družbenemu osveščanju. A ja, pa še to. Jaz tudi in moje sestrične tudi. Zgodilo se je pred nekaj leti. Takrat sem se kot dijakinja odločila, da bom poskusila opravljati sprejemne izpite na AGRFT, smer gledališka igra. Bilo mi je 18 let. V lokalnem gledališču sem se nato dogovorila z znanim slovenskim igralcem, takrat je bil v svojih 50-ih, za pomoč pri pripravah na sprejemni izpit. Kaka 2 tedna je bilo vse v redu. Nato pa mi je nekega dne začel pripovedovati zgodbo o snemanju filma, v katerem je igral. Najeli so študentke za statiste, snemali erotične prizore, stvari so ušle iz nadzora in posledično so morali določene dele izrezati, ker so bili skoraj pornografski. Dekleta so bila morda le kako leto starejša od tebe, je izjavil, ko je zaključil s pripovedovanjem. Zabavne anekdote iz življenja igralca. Nato je položil roko na moje stegno in mi dejal, naj me ne skrbi, glede na mojo postavo in izgled je prepričan, da me bodo sprejeli. Sledilo je vprašanje, če imam mogoče fanta in da naj se ga raje znebim, ker ga v tem poslu ne potrebujem, da pa on vseeno ni ljubosumen in da bi šel z mano ne glede na fanta. Postalo je neprijetno in rekla sem mu, da se mi mudi in moram domov. Velja, te pospremim do vrat. Do izhoda sva morala v dvigalo in tam me je vprašal, kdaj se naslednjič vidiva. V svojih mislih sem se že odločila, da me ne bo več nazaj. Njemu pa sem rekla, da mu še sporočim. Pred izhodom sem dejala, nasvidenje. Takrat me je prijel za zapestje in me povlekel k sebi, rekel je, da tako slovo ni primerno, me na grobo poljubil in mi poskušal potisniti jezik v usta. Prekipelo mi je in zabrusila sem mu, da je ogaben in da me ne bo nikoli več nazaj. Sprejemnih izpitov na AGRFT nisem nikoli opravljala. Vrnila sem se iz posveta o diplomski nalogi, ki jo končujem. Profesor, s katerim sem se srečala na fakulteti, je moj mentor že od lani. Tokrat je prvič prestopil mejo in se dotaknil mojih prsi in podal opazko, da mu je všeč moj dekolte. Podobno zgodbo sem slišala od druge sošolke, vendar smo vsi mislili, da si je vse narobe predstavljala. Ne vem, kaj naj storim. Sedaj me čaka še izpit pri njemu, dokončati pa moram tudi na diplomo. Moški je spoštovan akademik, ki se pojavlja tudi na televiziji. Mislim, da sem bila še mladoletna, ko sem šla z mami na koncert. Šla sem zato, ker je bila mami ta glasba všeč, meni pa je bilo tudi okej, da greva nekam skupaj. Po koncertu sem pristopila k glasbeniku in ga prosila za avtogram na ovitek CD-ja, da bi razveselila mami. On je vzel ven tisto knjižico z besedili, jo prislonil na moje prsi in se podpisal. Ves čas je koketiral z mano. Vse skupaj se mi je zdelo ogabno. Tistega CD-ja nisem nikoli poslušala in sem ga kasneje dala na nek srečolov,
ker sem ob pogledu nanj doživljala občutke sramu in nemoči mladoletnice, ki ni znala dovolj hitro tega preprečiti. Ni prijeten ta občutek, da je nekomu samoumevno, da se obnaša do mene kot, da sem na voljo za vse ideje, ki mu pridejo na misel, samo zato, ker je poznan pevec. Ko sem bila stara 16 let, smo s prijatelji šli na ime festivala Umaknjeno. Eno popoldne sva se s prijateljico spoznali z bobnarjem benda, kateri nama je bil zelo všeč. Bobnar se je predstavil kot nadimek Umaknjen. Povabil naju je na pijačo v bazo benda, nek Gaddafi šotor. Očitno se je spogledoval z mano in mene na začetku to ni motilo. Šli sva z njim in ker je prijateljica opazila, da se spogledujeva, je odšla na koncert. Ostala sem sama s tem človekom in nekaj nepoznanimi ljudmi. Potem me je začel božati po nogah in poljubljati po vratu in v tem trenutku se mi je vse skupaj zgadilo in sem rekla, da grem na koncert. Vstala sem in on je vztrajal, da me pospremi, v kar sem privolila. Šla sva čez parking, kjer me je porinil na avto in začel šlatati po celem telesu, tudi po intimnem predelu. Rekla sem, da nočem tega, na kar je odgovoril, saj vem, da ti paše. Bila sem prestrašena in otrpla, ampak sem zbrala moč in zbežala. On je tekel za mano. Prišla sem do vhoda koncertnega prizorišča in ugotovila, da sem na VIP vratih in ne morem noter. On je prišel za mano, rekel, da ima on VIP karto in da greva lahko skupaj. Spet sem zbežala čez travnik do normalnega vhoda, dohitel me je in potisnil v travo. Rekel je, da bi rad samo romantično zaključil večer. Zbežala sem in na srečo naletela na prijatelja, mu razložila situacijo in ga prosila, če me lahko zaščiti. Bobnar se je umaknil in mi cel večer, kadar me je videl oddaleč s prsti, kazal znak za pis. Bila sem zmedena in do pred kratkim sem mislila, da sem sama kriva, ker sem se na začetku spogledovala z njim. Med delom na knjižnem sejmu se je na stojnici založbe, na kateri sem delala pogosto, ustavil gospod, ki me je spraševal o mojem spolnem življenju in vabil na kavo. Pogosto je tudi komentiral oprijetost moje majice. Moji sodelavci so bili takrat tiho. So pa me dekleta, ki so na stojnicah že delala, opozorila na njegovo obnašanje. Imeli smo gledališki tabor, kjer smo v počitniški hiši postavili tudi manjši studio za snemanje pesmi. Šef studia je bil glasbenik, moški star okoli 40 let, s katerim smo po vajah v studiu preživeli dobršen del dneva. Ker je bil tabor večdnevni, smo spali v isti hiši. Ponoči smo se družili po hodnikih. S prijateljico naju je povabil k sebi v sobo. Nama se ni zdelo to nič čudnega, saj smo vsi klepetali po sobah. Kasneje je rekel, naj se mu pridruživa v postelji. Meni se je zdelo, da ga je moja prijateljica vzela za nekakšno očetovsko figuro in se ulegla k njemu, jaz pa sem sedela pri njunih nogah. Luči smo pogasnili, ker je bila ura za spanje. V tistem je začel razlagati, kako nič več ne seksa s svojo ženo in kako mu je težko. Nama se je zdelo zelo zanimivo, ker se nekdo z nama pogovarja, kot da sva odrasli. Ampak nisva bili, stari sva bili 15 let. Potem je mojo kolegico začel otipavati po joškah. Na začetku nisem vedela, kaj se dogaja, potem pa sem zaslišala svojo prijateljico, ki je rekla, naj se ne dotika njenega obeska na verižici. Ta je bil med njenim oprsjem. Ni se mi zdelo, da moja prijateljica obvladuje situacijo, zato sem rekla, pridi, greva v sobo. Prijela sem jo za roko, takrat pa me je povlekel nase in dejal, ne biti ljubosumna, saj vaju lahko obe pocrkljam.
Brcnila sem ga v koleno in prijateljico zvlekla iz sobe. Drug dan smo se pretvarjali, kot da se ni nič zgodilo. Na koncu sem imela občutek, kot da bi jaz storila nekaj narobe. S prijateljico sva si prisegli, da ne bova temu nikoli povedali nikomur. Danes se mi zdi, da moram to povedati, ker je ta isti človek ustanovil neko pevsko šolo za otroke. Po enih izmed literarnih prireditev me je, imel umaknjeno, nadlegoval. Dotikal se me je po nogah in govoril, da imam v hlačah bombico. Njegovo delovanje se me ni posebno dotaknilo. Me je pa spravljal njegov način obnašanja v hudo zadrego pred prisotnimi. Od takrat naprej se ga izogibam. Na ime festivala Umaknjeno v Mariboru sva se po noči zapeljala z nekim fantom, študentom režije. Bila sem precej pijana, šla sva na klopce ob Dravi, se do jutra pogovarjala, predvsem o seksu in se poljubljala. Na neki točki zgodaj zjutraj sem se malo streznila in mu rekla, da moram iti v hotel, ker imam zjutraj vaje. Vztrajal je, da hoče z mano v hotel, jaz pa tega nisem želela, ker sem se hotela naspati, ker sem bila v sobi s cimri in ker mi trezni ni bilo toliko do tega. Bil je precej užaljen. Počepnila sem ob klopci, na kateri je on še vedno sedel, da bi si zavezala vezalke, na kar se pred mojim obrazom nenadoma znajde njegov erektiran penis. Zgrabi me za teme in mojo glavo potisne v udu, jaz trznem in se poskušam umakniti, on pa mi glavo ponovno potisne proti svojemu penisu z besedami: "A nisi rekla, da rada fafaš?" Šokirana se izvijem in vstanem, nato pa se odpraviva skupaj do hotela, kot da se ni nič zgodilo. Pred vrati moje sobe me, kljub mojemu vztrajnemu zavračanju, še nekaj minut izsiljuje, da hoče k meni, dokler ga res na grobo ne naženem in on užaljen odide. Vem, da je podobno izkušnjo imela z njim še vsaj ena punca. Nekaj let kasneje je dobil nagrado za svoje delo in moja prva misel takrat je bila, da ga zdaj res ne bi mogla izpostaviti, ker bi izpadlo, kot da iščem pozornost in mu želim jemati od uspeha. Bila sem na začetku faksa, ko sem snemala celovečerec z mednarodno priznanim in nagrajenim režiserjem. Vloga je bila zelo sporno napisana in precej seksualna, a sem jo sprejela, saj sem bila takrat še velika oboževalka njegovega dela. Na snemanju je bilo še vse relativno v redu. Čeprav me je globoko zmotilo, kako neobčutljivo se je pristopalo k mojim precej delikatnim prizorom. A z režiserjem sva imela dober odnos, pogosto sva klepetala in ves čas me je hvalil, da sem talentirana in inteligentna in da telepatsko naredim to, kar si zamisli. Ne, da bi mi to povedal. Nekaj tednov po zaključku snemanja me je povabil na pijačo. Bila sem malo negotova, a sem vseeno šla, ker sem se počutila počaščena. Zdelo se mi je, da sem dobro opravila delo, če se po snemanju režiser želi družiti z mano. Ni bil sam, tam je bilo še nekaj njegovih zelo pijanih prijateljev, kar mi je bilo malo neprijetno, a sem si rekla, da je tako vse skupaj malo bolj varno in neobvezno. Ves čas se je pogovarjal samo z mano in bil nekako flirtajoč, čeprav je vsaj 20 let starejši in ima ženo in otroke. Nekako sva prišla na temo tega, da imam fanta. Pred svojima prijateljama me je začel provocirati in spraševati intimne stvari, zakaj sem s tem fantom, če mi prihaja z njim in kaj pri seksu z njim mi je všeč. Prijatelja sta se zelo zabavala, jaz sem skrivala, da mi je vse skupaj ponižujoče, samozavestno odgovarjala in vse obračala na šalo. Takrat sem dojela, da sem si zelo naivno predstavljala, da me spoštuje kot igralko. V bistvu je šlo samo za nekakšno seksualno igrico moči. Po tistem, ko je izvedel, da imam fanta, se seveda ni več zanimal za druženje z mano.
ena izmed fakultet. Javna tajna je že kar dolgo časa. Eden od profesorjev namreč ne le seksistično postopa, temveč tudi nadleguje študentke. Ena izmed njih sem bila tudi jaz. Na 45 minut trajajočem ustnem izpitu, kjer sem bila sama z njim v kabinetu, je izpit trajal cirka 15 minut, ostalo pa je bilo namigovanje na spolnost. Vrtanje vame z osebnimi vprašanji, kako doživljam orgazme, slizi tonom v ogabnem kontekstu. Kolegica, vidim, da vam je neprijetno, je rekel. To je pritisk patriarhata na vas. Poskusite osvoboditi svojo seksualnost. Eno leto kasneje je mene in 2 sošolki našel na stranišču na brucovanju. Govoril je o tem, da se mu je zdelo, da govorimo francosko, ker moški gredo lahko trdo in globoko, ženske pa spevno in visoko. Vsako leto si je našel pijano brucko, ki jo je na plesišču pred vsemi otipaval. Nihče ni niti mignil s prstom. Pravijo, da so se dogajale tudi hujše stvari, a so ta dekleta vedno izginila iz oddelka, se prepisala ali obupala nad študijem. V naslednjih letih sem na ta žur hodila samo in tudi zato, da sem pijana dekleta vlekla iz njegove bližine. Včasih mi ni uspelo. Kolegi, sodelavci, profesorji, študenti, oni pa nič. Eden mi je enkrat rekel: saj so vsi odrasli, saj vedo, kaj delajo. Malo oziroma veliko nasilja v kulturi. Delala sem na filmskih setih, kjer je prijaznost med člani ekipe hitro zamenjana za naklonjenost. 2 seta, 2 enaki izkušnji. Po skoraj vsakem snemalnem dnevu alkohol in ogromna količina SMS-ov na temo, kje si, prid se družit, ne bi toliko zategnjena in podobno. Nekaterim so sledili SMS-i: kurba, kaj zdaj ne odpisuješ, lizu bi te in tako dalje. Mind you, ni bil samo en človek s takim odnosom. Poskušala sem razrešiti, pa ni šlo. Končalo se je šele, ko sem pristopila do producenta in ga prosila, da se pogovori z dotičnimi člani ekipe.